V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Torej, ta Božič smo že večkrat rekli, da je zelo pomembno, da ni na prvem mestu neko čustveno doživljanje ali karkoli takega. Lahko bi rekli z eno besedo, ni na prvem mestu pobožnost, tista človeška, ne? Ampak na prvem mestu je seveda razodetje. Razodetje. Tako tudi papež Gregor Veliki, sveti Gregor Veliki, torej eden od velikih očetov Zahoda, Zahodne cerkve, pravi, da so dana vernim ta razodetja oziroma prerokbe, pravi, ne, pa to ni nič drugega kot božje razodetje, ne, seveda, ker v Stari zavezi prerokbe napovedujejo seveda Mesija, odrešenika. Da pa nevernim, torej tem, ki so prišli od drugod, ne, ki niso bili iz tega judovskega ljudstva in tako, so pa dana znamenja, torej čudeži, ne, ker to je že prvi čudež, ne, torej ta zvezda, torej dete je še majhno, ampak vendarle že stori prvi čudež in cerkev temu dodaja potem v bogoslužju še dva čudeža. Prvi praktično javni čudež, če tako temu rečemo, čeprav niso vsi tega videli, ampak tisti, ki so videli, torej Gospodovi učenci, so, piše, verovali, torej svatba v Kani Galilejski, voda se spremeni v vino in potem še glas z neba, ki oznanja ljubljenega sina, torej očetov glas z neba, ne. To je še en čudež, spet samo par tistih učencev, ki je to moglo slišati, ne, tako da te stvari, če ne bi slišali, seveda ne bi mogli niti napisati, ne, tako da ta zadeva. Tako da vidimo te stvari, torej na prvem mestu božje razodetje, potem kot naš odgovor tudi pobožnost, tudi te stvari, ne. Spravi to. Kristus razodet, kot smo tudi govorili, kot kralj, ne, sploh danes na ta praznik še posebej poudarjeno njegovo kraljestvo, njegova kraljevskost, njegovo kraljevanje, vladarstvo in še kaj takega, ne. In ti modri z vzhoda so seveda bili zelo spoštovani, morda tudi voditelji nekih plemen in tako dalje, vsekakor v svojih ljudstvih in tako zelo, zelo spoštovani, ne. In niso bili neki šarlatani ali karkoli, ampak so bili pravi učenjaki in pravi, bomo rekli, varovalci izročil, ne. In tam so tudi videli, ker v Perziji, zlasti ne, ker predvideno je tako, da so od tam, ne, prišli, so imeli to izročilo, da ima biti rojen kralj, ki je odrešenik. In tako so tudi pripravili ta darila, seveda Herod je imel precej več teh darov, bomo rekli, ne, ampak seveda ni dajal glih vsem, ne. Če se pa hotel izkazati, ne, kot recimo cesarju Avgustu, je pa namenil ogromnega denarja, ne vem koliko piše že tam talentov ali 1000 talentov zlata ali neke take stvari, se pravi zelo, zelo veliko, ne, ampak cesar Avgust tega ni sprejel. Tako da take stvari, ne, oni so seveda tudi pomagali sveti družini gotovo s temi darili, ampak ni to bistveno, ne. Bistveno je, da so oni priznali Kristusa kot kralja in šli so za čudežno zvezdo, ne. To je zelo jasno iz Evangelija, to je čudež, ne, čudežna zvezda in rekli smo prvi pravzaprav tak čudež deteta, ne, tako da to. Za nas je pomembno in moramo seveda se dotakniti nekih stvari, ne. Se pravi, moramo obravnavati našo vero, ki ne sme biti prepuščena ne
samo človeškemu razumu, ker potem bi rekli, čudeži ne obstajajo in take stvari, ne. To ne, treba. Vera je seveda dejanje razuma, je vedno razumno dejanje, ne. Jaz se z razumom in voljo potem odločim, ne, za to, da bom veren, da bom veroval, da torej se moj razum opredeli, da se odloči za tisto, kar je bilo razodeto, ne. To je vera, prava vera, ne. Bog je nekaj razodel, zato ker božji razum seveda je neskončno večji od našega, je največji razum, je neskončni razum, ne. Je nekaj dal in mi to sprejmemo s svojim razumom in svojo voljo, seveda, ne. Tako da to. Ampak to seveda ni še dovolj, se potem, kot smo videli pri teh modrih in tako, odpira še zadevam, ki so vedno večje od nas. Zdaj, lahko se zgodi tudi, da so kaka taka znamenja, čeprav moramo reči še nekaj, ne. Oni so najprej ne temeljili na nekih velikih takih zadevah, ampak na izročilih, smo rekli, ne, so bili varuhi izročil. Torej, iz tega so izhajali in zaradi tega so se potem tudi lažje odločili in odpravili. Oni so se odpravili in so videli, zvezda gre, ne. Najprej so jo videli, seveda, neka posebna zvezda, ampak potem se je pa ta zvezda tudi premikala, pa potem ustavila, pa tako naprej, ne. Tako da to se jim je dogodil tudi čudež, ampak to je takrat bilo potrebno, kot tudi v prvih časih cerkve je bilo ogromnih čudežev in tako, potem pa ni bilo več toliko čudežev, ne. Kasneje razni čudeži, razna prikazanja, razne take zadeve so postale redkejša stvar, ne. Ampak danes žal pri tudi sicer dobrih vernih ljudeh se zdi, da tudi oni so pomembni v božjem načrtu, v odrešenski zgodovini, se pravi, da se ravno njim nekaj prikazuje ali nekdo prikazuje, pa da so neki čudeži, pa ne vem kaj še, ne, se pravi, take zadeve. Sem zasledil celo enega redovnika, ki je govoril, ne, kako se je nekaj zgodilo nekemu krivoslavnemu človeku, ne, in tako dalje, da je ozdravil. Ja, seveda, zato ker smo rekli, nevernim se zgodijo čudeži, ne. Se pravi, tisti, ki nimajo prave vere, zato da bi verovali, ne. Včasih se to zgodi, ne vedno. Ne moramo tega iskati, ne. Tako da to, nisem jaz najpomembnejši na tem svetu, da bi se mi nekaj razodevalo, prikazovalo in ne vem kaj, ne. Rekli smo, moramo biti zelo oprezni s temi stvarmi, ne. Ampak moramo temeljiti na izročilu, moramo temeljiti na razodetju, ki je bilo dano tem apostolom in tako naprej, ki je bilo dano pravzaprav cerkvi, ne. To. Včeraj tudi tukaj se je blagoslovilo trikraljevsko vodo, ampak trikraljevska voda, veste, ni drugačna od tiste vode, ki jo sicer blagoslavljamo, ne. Ker za sam blagoslov tudi trikraljevske vode se uporabi natančno isto tradicionalno besedilo blagoslova, kot se sicer uporablja za blagoslov vode. In če kdo ne verjame, pokažemo lahko v obredniku noter, ne. Tako da tam so zraven seveda še druge molitve, ker je pač to malo bolj slovesen blagoslov, ne, ker je pač tak praznik, da se obeleži in tako naprej. Ampak lahko tudi ne bi bilo in bi bila glih tako blagoslovljena voda kot vedno, ne. Tako da tako, ne. Ni drugačna ta voda. Ista blagoslovljena, zarotena voda kot vedno, ne, tradicionalno. Potem sol, zakaj se blagoslavlja sol? Zato, da se jo pomeša z vodo, blagoslovljeno, zaroteno, ne. Piše lepo tam, dodatno sol se ob takih primerih da, če bi se neslo domačim živalim, ne. Torej, ni namenjena vernikom, ampak domačim živalim. Zdaj, če so verniki domače živali, pač okej, ne, ampak niso verniki domače živali, ne. Imamo torej blagoslovljeno vodo in zaroteno vodo, v kateri je tudi
blagoslovljena in zarotena sol. Spravi to lepo uporabljamo. Vodo si vzamemo, uporabljamo. Ne? Tako da te stvari. Ker je bil primer, en človek, ne tukaj, hvala Bogu, ampak je izpustil tradicionalno sveto mašo na sam Božič, pri nas na Hrvaškem in tudi še kje druge je Božič zapovedan praznik, ne pa Gospodovo razglašenje. Ja. Torej, ko se Gospod razodene narodom, ljudstvom in tako naprej. Ne. Torej, ni bil na Božič, ampak potem, da bi bil na tem blagoslovu vode, Trikraljevska, si je celo zrihtal prenočišče, da bi tam bil. Ampak na Božič, ki je zapovedan praznik, ga ne bilo pri tradicionalni maši. Zdaj, če tukaj nekaj ni narobe, če ni kaka lučka sprožila, kakšen alarm, potem tudi prav. Ampak tukaj vidimo, to je ta nezrelost v veri. Potem recimo tudi se dogaja za prve sobote, eni morajo biti ravno na prvo soboto nujno pri maši. Vemo, da se lahko temu zadosti tudi z navzočnostjo in obhajilom na nedeljo po tisti prvi soboti, spravi takoj drugi dan. Pa velja ravno tako, da smo naredili pobožnost prve sobote. Pač nihče ni zavezan k nemogočemu. Poznamo enega človeka, ki nima ravno veliko denarja in tako dalje, ampak potem se pelje, ker on mora biti nujno na prvo soboto. Ne bi ti malo bolj pametno, malo bolj racionalno napravil, dragi vernik. Tako da to. Potem tudi razne stvari, da je treba tudi olje še zarotiti in tako dalje, ampak zaroteno olje se daje samo za bolnike. Samo za bolnike, piše lepo. Tako da te stvari. Za ostale zadeve lahko navadno se blagoslovi, ampak ne, da se zaroti. To sem imel izkušnjo tudi prej, tako ko sem bil na župnijah in tisto, razni iz teh krogov karizmatičnih in medžugorskih in tako naprej, ki so se družili tudi z nekimi egzorcisti in tako dalje, so imeli take zadevščine. Se pravi, nujno je treba tudi egzorcirati olje, ker če ne, ne bo. Torej, vidimo, ni to tako. Egzorcisti iz mednarodnega združenja so točno pred enim letom na današnji praznik, smo objavili tudi na naši strani, izdali poseben dokument, da se opozori pred temi zlorabami. Se pravi, najprej opozarjajo, da ne iščemo vse povsod nekih egzorcistov in podobnih, ki bi bili boljši od nekih drugih, od nekih uradnih, tako, ali pa tudi opozarjajo glede trditev ljudi, da bi naj odkrili neko izredno močno demonsko delovanje. Jaz sem videl, da še posebej močno deluje, tako dalje. Kdo si ti? Treba, da se za to kompetentni ljudje s tem ukvarjajo. Tako da to. Potem bi rekli obsedenost s hudičem, z demoni povsod, za vsako stvar, pri tem opozarjajo, za vsako stvar vemo, naj bi bili krivi oni in tako, ni neka potem se zmanjša neka osebna lastna krivda in tako, te zadeve. Pravijo ljudje, ki svojo pozornost usmerjajo izključno na navzočnost in delovanje hudiča, tako da te stvari. Nekateri smo videli tudi, celo zanemarjajo vero, molitev, sakramentalno življenje in predvsem praksa dobrodelnosti. To je zelo pomembna zadeva. Tudi če ti ne vem kako trdno veruješ, moliš in tako dalje, ali pa misliš, da moliš in tako dalje, pa nisi potem dober v dobrodelnosti, malo širše rečeno, potem je že nekaj tukaj narobe.
tudi to mora biti zraven, ne. To trojno orodje in orožje je bilo zmeraj proti hudičem, proti demonom in tako dalje, ne. Tako da te zadeve. Molitvi bomo še nekaj spregovorili, zdaj zelo kmalu, samo to. Pa potem seveda dobrodelnost tudi v tem smislu, da se skrbi za naš apostolat, da se skrbi za bogoslužne prostore in tako dalje. To se potem vidi tudi po naših kapelah, ne, kadar se treba recimo prijaviti za recimo čiščenje, krašenje, pač ne tukaj morda, ampak drugod, ne. Se pravi, zato vse težko dobi kandidate, ne. Bi pa morali se med sabo prerivati praktično, ne, kdo bo prej čistil in krasil in take zadeve, ne. Ampak to se ne dogaja, ne. Kaže, da spet ni neke zrele vere tukaj, ne. Zato ker mi samo hodimo, samo dobivamo neke zadeve, sami pa ne bi dali, ne. To je tisto. Moramo tudi mi nekaj dati, pa ne samo v finančnem smislu, tudi, ampak tudi v drugih smislih, ne. Tisto, kar moramo mi prispevati tudi drugače, da kaj pomagamo in tako dalje, ne. Ker vsakdo praktično lahko nekaj tudi tako prispeva, ne. Tako da to. Da ima neko magari majhno zadolžitev v tem oziru. Potem tudi so opozarjali eksorcisti pred enim letom, da je navzoče mišljenje, da je osvoboditev odvisna od tega, da se ponavlja neke molitve, blagoslove in tako dalje, ne. To je spet neka magičnost in take zadeve, ne. To moramo biti zelo pazljivi. Potem, ja, kaj je problem? Spravi, ni prave premišljevalne molitve, ne. Ni prave premišljevalne molitve. Premišljevati verske resnice, premišljevati evangelij, premišljevati te zadeve, ne. Premišljevalna molitev in potem tudi zrenje in take zadeve, ne. Spravi, delati na tem, da bi bila vse globlja in globlja molitev, da sem jaz čim bolj tiho in da Bog spregovori, ne. To. Ne, potem ni dostikrat branja, premišljevanja tudi katekizma, smo rekli verske resnice, življenj svetnikov, duhovnih knjig, podobnega, ne. Množenje potem nekih drugih pobožnosti in take in drugačne formule molitve, ki pravijo, da ne bi bile še posebej močne in tako dalje, ne. Ogromno nekih devetdnevnic in tako. Pač s temi stvarmi ni za pretiravati, ne, ampak lepo umerjeno tudi s temi zadevami, ne. Namesto pretežno tišine pred Najsvetejšim tudi, ne, mora zmeraj nekaj biti, da se nekaj govori, nekaj poje, nekaj vzklika in tako dalje, ne. Ne, predvsem bi morala biti tišina, zlasti kadar je izpostavljeno Najsvetejše, ne, tako da te zadeve. Dosti to zahteva seveda od človeka, ampak vendarle to je potem pravi prostor, ko je mogoča prava molitev, ne, tako da to. In kot smo rekli, eksorcisti tudi opozarjajo, ne, da ne bi bilo neko, mislim, da ne bi mejilo že na vraževerje ali celo vraževerno uporaba vode, soli, olja, ne, to smo rekli, ne. Spravi, da se to uporablja v smislu jaz sebe ali pa druge osvobodim delovanja demonov, hudih duhov, ne. Ena gospa recimo je hotela pol kila zarotene soli, da bi jo dala v hrano, zato da bi se zlobna tašča spreobrnila, ne. To je, vidimo, ne, to ni v redu, ne. Lahko vam povem eno novico, ne, da demoni oziroma hudobni duhovi bodo še naprej delovali v našem, v mojem in v vašem življenju, ne. Se jih ne bomo znebili z nekimi temi zadevami, ne. Bomo morali se še boriti z njimi, ne. Do smrti praktično, ne. In takrat pred smrtjo samo itak bodo še bolj močno delovali, ker nas hočejo pogubiti, takrat še najbolj, ne. Tako da te stvari, ne. Tako da to. In razne te stvari ne bodo magično spreobrnile naših bližnjih, ne. Blagoslovi in vse te zadeve, to so zakramentali, niso to zakramenti, ne. In torej, če imamo mi posvečujočo milost,
potem tukaj povečujejo, pomagajo in tako dalje, ne, močneje, bomo rekli, ne. Če ne pač pomagajo v tem smislu, da bi se mi spreobrnili, ne, ampak mi, ne drugi. Jaz sam, da se spreobrnem, ne. To je dobro. Spravi, če nekomu recimo podarimo potem čudodelno svetinjo in tista bo njemu pomagala osebno, ne, da se bo morda spreobrnil, ampak ne bo sama zadostovala, ne. Bo pomagala, mogoče nekaj, ne. Mi moramo še kaj delati zraven za tistega človeka potem, ne. Zlasti seveda, kadar smo pri sveti maši, lahko še posebej prosimo, molimo za te reči, zato ker tisto, kar nam nedostaja, dopolnjuje cerkev, ne. Tako da to suplje eklezija, to pravilo. Torej, imejmo lepo, redno, dobro sakramentalno življenje, redno mašo, spoved, dobra spoved tudi, ne, da je, pa bogato, globoko molitveno življenje. Ne samo, da recitiramo molitve, ampak da je premišljevalna molitev, ne. Človek se mora vse bolj zbliževati z Bogom, zedinjati z njim, ne. In zato je potrebna premišljevalna molitev. Tako da, skratka, modri so se vrnili v svoja vsakdanja življenja in tudi mi se vračamo v svoja vsakdanja življenja in tam so pričevali za kralja vseh kraljev, ki je začel šele kakih 30 let kasneje javno delovati, ne. Torej 30 let so morali oni v svojem vsakdanu zanj pričevati, ne. Moliti in tako naprej, ne. Tako da, mi smo na enak način poklicani vsak dan zgledno živeti svoje vsakdanje življenje z vsem, kar je noter, ne. Kot Kristusovi učenci, voljno trpimo, prenašamo preizkušnje, se borimo proti izkušnjavam, slabim, raztresenim mislim, veliko mislimo na Boga, Marijo, angele, svetnike, molimo tudi med vsakdanjem delom kratke vzklike molitve, vsak dan si vzamemo čas za pravo premišljevalno molitev. Redno se lepo udeležujemo tradicionalne maše, se redno dobro spovedujemo grehu, kot smo rekli, to predstavlja kadilo kraljev, ne. Kolikor le moramo, pomagamo pri delu apostolatu, tako in drugače, to predstavlja zlato kraljev, ne, kar je tudi naše bogastvo, ki ga lahko damo na razpolago Kristusu in njegovi cerkvi. Je njegova nevesta, tako da to lahko naredimo in moramo. Naša vera mora biti seveda, kot smo rekli, razumna, zrela, ne v iskanju nekih občutkov, prikazovanj, dozdevanj, vraževernosti in tako naprej, ne. In tisto, kar nam zelo slabo uspeva, mrtvičenje, voljno prenašanje vseh križev, molitev, odpoved za vse ljudi, s katerimi morda celo imamo težave, za tiste še posebej moramo, ne. Tako da to. In tudi, kot smo rekli, za tiste ljudi, za katere bi radi nekaj dosegli. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala.